se ga nisem bil poprašati. Mene so ga predstavili, ko je prišel enkrat z Francije in ko je iskal hišo in je prišel tudi na zavod, samo on je bil takrat znam pisatelj, tako jaz ga nisem hotel tu upletati, ker sem rekel, lahko se bo še osmešil, ker tudi moj direktor je rekel, pusto primer, tako da jaz ga nisem vprašal, sem pa se dvakrat pogovarjal z... Pa prisego ste, ne? Kako? Prisego ste tudi, da boste tiho. In še to, da imam doma fotografijo od Bevka, ki me je podpisal, takrat, ko je kupil hišo v Rožni dolini in se je potem kje preselil. In ko je umrl Bevk, je naš zavod dobil Bresta, Marjana Bresta, da je popisal vse knjige od njega. Naredil katalog, ker smo se bali, da bi kdo odvojil in te knjige so šle potem v Goriško knjižnico, je Marjan vse popisal. To se pravi, da bi pravzaprav to raziskovalci slovenske literature tu na Zahodu morali, če bi se hoteli dokopati do nekaterih motivnih krogov, ki jih pisatelji opisujejo, zelo natančno preštudirati tudi staroverstvo. Meni je povedal eden Slovenci iz Italije, da je v Čedadu obstoja knjiga o požigu teh čarovnic, ki so bile. In pravi, da so bile ogromno Slovenk. In one so priznali, da so čarovnice, ampak so jih nategovali na tistem kolesu, so jih zažigali, so jih trgali nohte in tam pripravi, da tam je ogromno tega gradiva, ampak da tam samo piše, da so bile iz tega področja. Ampak verjetno je še kakšna, tudi v Čedadu bi lahko tudi v arhivu se kaj dobilo. Gotovo pa recimo naše društvo ima prav ta namen, da bi poskušali dobiti vse, kar je navezano na to v literaturi, v zgodovini. Recimo, ena kolegica moja je šla v Volče, v Župniku in je rekla, a imate vi arhiv? Rekel, imam, ja. A mi lahko preberem? Rekel, ja. Mene je rada brala začetek kronike in je začela brati in je piše, da je prva cerkev v Volčah nastala na izviru vode in na svetem drevesu. Piše v kroniki cerkveni. Se pravi, da potem je rekla ona, da bi se očistili drevo in vodo in mi smo tam naredili cerkev. To je najlažje, da tisti mladi začnejo hoditi kje, stari pa itak vemo, da so do konca taki, kot so. Ampak mladi potem pa hodijo potem tam naprej. Tudi drevo, ki je bilo posekano v Kobaridu in so v Čedadu zvedeli za to in so celo vojsko poslali gor. Ne vem koliko konjenikov, da so požagali tisto drevo in zabili vodnjak. In tisti vodnjak so potem zdaj, tisti vodnjak še vedno rabijo Kobarici. To je najboljša voda za mesto Kobarid. In tam je isto bilo. Samo mi je bilo pa čudno, ker je župnik rekel, ja, ampak to je bila izjema, je bilo to, da je bilo tam drevo, okrog pa ni bilo nič, jaz sem pa rekel, lih obratno. To je bilo najmanj, kar je bilo tu v Kobaridu, ampak vse drugo je bilo pa veliko več na podeželju, ne pa v takem kraju. Tako da, jaz ne vem, a so ti strokovnjaki, ki so, ne vem, da se ni noben lotil tega. Ali jih ni zanimalo, ali ne vem. Noben se tega ni lotil. Recimo, mene strašno čudi, ko eni mladi, ki so celo doktori, pravijo, kje imate Medvešček pa zvočne posnetke teh ljudi. Ja, jaz sem rekel, jaz zvočnih posnetkov ne mogu narediti, ker mi na zavodu še leta 70 nismo imeli nobenega tazga, da bi lahko posnel. Sem rekel, pa poslušajte, jaz sem poznal direktorja muzeja v Idriji, direktorja muzeja v Tolminu, direktorja muzeja v Postojni in vsi smo pisali v bloke vse, kar smo izvedeli.
In Marija Rutarjeva v Tolminu je napisala ogromno, ker ona je bila prva direktorica in je bila domačinka. Ona je ogromno napisala, vse tisti listki imate v muzeju kot suho zlato. In je pisala tako, kot sem pisal jaz. Zdaj, morate povedati, ali tisto velja, moje ne velja, ali ne velja, ne tisto ne moje. Ne. Ker vsi smo pisali. Jaz smo napisali ime in priimk, če je pa rekel, ni hotel povedati priimka, jaz nisem hotel siliti v njega. Če ni hotel povedati, odkaj je doma, nisem mogel siliti, kot si doma. Ampak vse podatke, ki sem jih jaz lahko dobil, so napisane v knjigi, vse. Številka, rojstvo, vse. Tako da, ne vem, jaz mislim, da nova generacija teh mladih ljudi, da bojo naredili največ za staroverstvo. Ker oni niso obremenjeni, oni so mladi, danes so tle, imajo možnost, da dobijo vso literaturo, kar jo hočejo, da grejo lahko kamor hočejo pogledati, da niso omejeni prav z ničemer. In če ima tak človek še veselje do tega dela, bo dobil marsikaj. Tako da jaz na te stare, ko sem jaz, ne dam prav nič več, ti so, ne, res ne, zato ker oni so, recimo jaz poznam zgodovinarja, ki ga zelo cenim, je tudi doktor zgodovine, in sem ga vprašal, poslušaj, kaj pa tisto, ki so pisali, recimo, od teh karantanskih metodov, a je kaj na tem? Ja, nekaj je. Jaz rekel, in zakaj ni nekaj ti reči, da je to res, ampak si tiho. Čeprav praviš, da je res, si tiho. Zakaj? Ja, zato, ker so nas tako učili, profesori. Ja, jaz sem rekel, ampak potem za mene tak zgodovinar ni pravi zgodovinar, zgodovinar se piše tisto, kar je bilo, točno. In če ti veš, da je bilo drugače, je treba povedati. Tako da mi smo imeli kar en kup ljudi, ki so se ukvarjali s temi stvarmi, tudi knjige so napisali, ampak so se norce delali. Samo meni je tudi kolega povedal, je rekel, veš, takih, ko si ti, se prvič delijo norca s tamo, potem te začnejo sovražiti in na koncu bojo pa tiho, ko bo prišlo vrh, reč, ko bo povedal, da niso imeli prav. Samo jaz se s tem ne obremenujem, ker jaz vem, da ti ljudje, ki govorijo, niso poznali niti enega staroverca, da niso govorili niti z enim starovercem, da niso videli niti en predmet teh staroverskih in potem kaj se ćemo zdaj pogovarjati, o čem si pogovarjati? Da vas lahko jaz še nekaj vprašam. Mene zanima pa, če veste kako, če so vam povedali, na kakšen način, kako je nekdo postal dehnar, na kakšen način se je zbralo tako osebo. Niso bili izvoljeni, recimo prvi dehnar, bove kdaj, je postal zato, ker je bil modr in veliko vedel. In potem on je med mladimi fanti zbiral 10 let tiste fante, ki so bili bistri, ki so imeli se bolje naučiti brati, pisati, računati in še takrat je imel on 3 fante v rezervi. Ampak odločilno za to, koga je on zbral, je bilo to, da je videl, da je on se pripravljen žrtvovati za ljudi. Ne da bo sebe, ampak da bo skrbel za ljudi, za tiste ljudi v tistem krogu, da jim bo pomagal, da jih bo učil, da bo skrbel, da bojo napredovali v življenju. In takega je potem on izbral in tisti je potem bil naslednik dehnerja. In vsak dehner je sam izučil 3-4 fante, ki so prišli k njemu in da je videl, da so bistri in da imajo voljo se učiti. Ker takrat so bili nepismeni ljudje, on je znal pisati, brati in računati, noben drug po vas je znal pisati. In on je zato začel učiti te fante, da bi postali dehnerji. In ta zadnji dehner je imel tudi že fanta, ki ga je zbral. Ampak tisti fant, ko je Italija začela vojno v Abisini, je on mogel jeti kot vojak v Abisinijo. In iz Abisinije mu je pisal samo razglednico, da je prišel, da je tle in tle. In potem ga je čakal.
do konca vojne, ja rekel, verjetno je kje ujetnik, bo že prišel. Potem, ko je bila priključitev, je pa rekel, zdaj pa konc. Samo takrat ni imel on nobene izbire, koga bi izbral za Dehtarja. On je nagovarjal Strgarja, da ne bo on Dehtar. Pa je rekel Strgar, pa pošuši, kako bom jaz Dehtar, ker ti si učil te ljudi, jaz pri tebi nisem bil samo parkrat pri tebi, da sem me naučil brati in pisati, in potem sem šel domov, ker oče je rekel, mi te ramo doma na kmetiji, ne pa da boš hodil pisati kje Dehtarju. In potem on ni hotel biti, edino to, da je njemu prisegel, da bo skrbel za te strice, da se ne bojo razleteli kot vrabci. In ko je on umrl, 67 leta, se je res zgodilo. Ti stari ljudje so se začeli kregati, eni so kartali, eni so popivali in se kregali. In potem on je rekel, jaz v tej skupnosti nočem živeti. In je šel na obalo. In je bilo pa tako, da sem bil malo žalosten, ker se nisva poslovila. On je samo me pravil, da bo šel dol, ampak dan je kar se odločil in je nesel neke predmete na most na Soču, ki je bil tudi stric in je bil železničar in je tisto prinesel, rekel, daj Pavlo, to pride. In je rekel, kako, se ne boš, ne, rekel, jaz grem na obalo, imam dole enega domačina, ki živi dol in je šel dol in ni prišel več nazaj. In jaz sem bil malo tako prezadet, samo potem je ta rekel, rekel Pavlo, veš kako je, slovo je dokončno. Je rekel, on je vedno računal, da se bo še kaj vrnil gor in da se bo te še srečala, ampak ni prišel. Tako da, jaz njega potem nisem več videl in tako se je tudi potem končalo torej moje pisanje. Še kaj? Da pa v Brkinih. Kako? Brkinih. V Brkinih? Tudi v Brkinih je. Tudi v Brkinih, samo v Brkinih sem dobil zelo malo, ker, veš, če nimaš ti ljudi, da te peljejo k temu, da priješ, ker ti recimo, Strgar, Pleterski mi je pravil, sem rekel, kako da vi niste kot strokovnjaki dobili teh podatkov. Je rekel, Pavle, ti povem zakaj. Mi pridemo v hišo, imamo blok, kako se pišete, mi smo iz Sazuja, kako se pišete, kako se reče po domačnih številkah, tudi to, in potem rečemo, a nam poveste kaj o tem in tem. In oni rečejo, nič ne vemo. In grejo. Je rekel, mi nismo nikoli gledali, da bi nam eden dobil stik s temi stvarmi. Mi hodimo tako ekipno, eden se ukvarja z muziko, eden se ukvarja z jezikom, eden se ukvarja z orodjem in vsak nariše svoje, napiše in smo en teden, recimo Brdi so bili dvakrat, Orlova skupina, in so napisali vse, kar so izvedeli, ampak v starem mestu niti besede. Samo še to moram povedati, da v Brdih je bilo staroverstvo bolj na severu, kjer so bili svojaki. Blici so bili koloni, niso imeli zemlje, ker je bilo Evropska, svojaki so imeli pa svojo zemljo. In tam si dobil podatke o staroverstvu, ne pa pri koloni. Ker kaj bo kolon vedel? Kolon je komaj čakal, kdaj ga bo vrgel tale gospodar, grob, je hotel imeti družine, velike družine, da so vsi delali, da je otroci, žena, vse. In ko ni bil zadovoljen na Martina, ti je povedal, da moraš iti iz hiše ven in je dobil drugo družino. Tako da je bil, v Brdih je bil Svet Martin žalosten dan, da so mogli zapustiti kolonske hiše in jeti proč. In jaz sem dobil, vse, kar sem dobil v staroverstvu, sem dobil v severnih Brdih, kjer vinogradništvo ni bilo dobro, ker je bilo manj sonca, kot je bilo dol. In grob tiste zemlje ni imel. In tam so bili ti svojaki in oni so imeli tudi kleti, ker Blici niso imeli nobenih kleti. Recimo kletarstvo v Brdih se je učilo na Vipavskem, kje se je učilo? V Brdih. Je bila ta velika klet grobovska, pa še ena privatna in konc. Vse kletarsko znanje so Blici mogli iskati ali v Prloniji ali na Vipavskem ali pa na Krasu.
Ker kleti branilci niso imeli. Oni imajo danes kleti, nove kleti, starih kleti nimajo, obogani kleti, manj da nimajo. Vipo že ima krasno klet, grob, tam so bili sodi, no, kaj je bilo vino, ne pa. Branilci nimajo kletarskega znanja, danes ga imajo, to novo, ne pa starega znanja niso imeli. Še kaj? Jaz bi vas še nekaj vprašala. Ja. Me zanima za to Kabrco. Kaj so vam mogoče tudi povedali kakšne melodije, kaj, kar so igrali, recimo? Ne, ker to je bila stvar Dehnarja. In del obredja že. Ja, to je bila obredna piščalka, tisto, ki so imeli pa, fantje so imeli pa tiste viže, ki so Običajne, tiste običajne viže, ki so igrali tudi na škantu. Vse ostale. So rekli škant, in tisto so oni, tako da oni kakšne svoje melodije niso imeli, ampak te so bile skupne melodije, ki so imeli za plese, za take stvari. Ali pa okrog kresa so piskali in tako. Tako da teh melodij ni. Se tudi je zanimivo, da Primorci smo bili udarjeni po priključitvi, ki mi nismo imeli nobenega kadra. Recimo Štajerci, Ljubljančani, Gorenci so imeli Zavod za spomeniško varstvo, so imeli muzeje, mi nismo imeli nič. Mi smo prišli v muzej, Goriški muzej, ki je bil prazen. In potem so začeli laupati po hišah, nabirati predmete, tako, ko je mene pošiljal tale moj direktor Smole, da ne gre v kakšnemu župniku, sem rekel, imate kakšne načrte cerkve, nobenih papirjev, nič. In potem sem je šel grof v Koreninju v Gorico, sem ga šel povprašati za grad Riefenberg in pa za grad Kromberg, ker on je bil lastnik te grof. In sem mislil, Smolej ni hotel jeti, ker je rekel, kako nas bo sprejel, ker so zdaj ti gradovi naši. In jaz sem šel k njemu, so mi povedali, da zna, on je znal goriško, dialekt goriški, znal slovensko, ker sem rekel, pa kje ste se naučil to? Rekel, moj oče v Krombergu in ta prvo, kar mi je rekel, pet se igrati z domačini, ker to bojo tvoji delavci, ko boš ti grof, in če ne boš znal jezika, jih ne boš mogel komentirati. In rekel, jaz sem hodil kmetom to okrog Kromberga in sem bil ves vesel, ker so imeli oni bolj toplo ognjišče kot mi v gradu. Mi smo bili na prepihu, mi smo mogli imeti plašč do tal, ker ni tiste piči, ki so tam gorele, je rekel, tam je bil prepih, ker so bile stara okna, je pihalo, burja tako. In rekel, jaz sem bil prijatelj dol in on je rekel, da on nima nobenega dokumenta, pa sem rekel, a ste kaj prizadet, ker smo, je rekel, vse sem dobil italijanske vlade, vse plačeno. Za Kromberg, za Riefenberg, Italija je poslala račun pa v Beograd. Vse poštite. Tako da, on je bil prav nič prizadet. Tako da, jaz sem imel parkrat dol, samo ni imel pa razne dve slike mi je dal od Riefenberškega gradu, ampak notranjščina je bila neka tako oprema, od zunanjščine pa ni bil nič. Ker grad Riefenberg je bil miniran med vojno, tudi nekaj požgan. Smo mislili, da bomo dobili. Mi smo imeli v Kromberškem gradu spomeniško varstvo prostore, nove omare, 4 metre dolge, 2 metre visoke, s predali, vse prazno. Niti enega papirja. Nismo imeli nobenega dokumenta. Medtem ko Gorenci, Štajerci so imeli pa spomeniško varstvo že pod Jugoslavijo. In oni so imeli tudi kader, mi ga nismo imeli. Naši ljudje niso študirali umetnostno zgodovino ali pa tako ne. Tako da smo bili čisto na suho. Nekaj smo imeli. Mogoče samo še to. Prej ste rekli, da v Ajdovščini normalno ni moglo se ohraniti starovirstvo po večjih krajih, ker si ljudje preveč gledamo pod prste. Kaj pa tudi na našem območju imamo Kanidov, imamo Vodice, imamo Križno goro. Ste to, koliko ljudi ste tudi zapisovali? S tem je bil, jaz nisem bil nobenega kontakta pet k temu. Jaz sem bil kontakte tam gor
In sem šel potem po dolini Idrice, gor do Bača, gor nekaj sem dobil gor v Trebuši. Tako da je bilo zelo težko priti, ker ti drugače nisi mogel priti do človeka. Ker on se je prvič se je bal, tebe ni poznal. In kaj bo odgovoril enemu človeku, ki ga ne pozna? Ker ne ve, zakaj jaz to iščem. Je bilo to nemogoče dobiti, če nisi ti dobil človeka, nisi mogel dobiti nobenega podatka. On ti je pravi vse o prvi svetovni vojni, kako so kosili, to vse ti povedal, ampak je tazga ni povedal. Ne. Tako da je bilo to, samo oni so imeli veliko časa, da od leta 1945, da bi dobili neke kontakte, so bili podirani ljudje, ampak oni so se tiščali v Ljubljani. Ker teh pripovedovanj je tu ogromno, to vemo, smo zapisali. Samo nismo pa iskali v to smer, kot ste vi iskali. In mogoče smo zaradi tega zamudili za zmeraj. Seveda. A veš, ti bi sigurno dobil, ker tebe so poznali in so vedeli, kaj si. In če bi ti dobil enega človeka, ki je bil, samo enega, da bi dobil, bi te on poslal še drugemu, ne. In potem lahko bi se zaključil krog, kot si je pri meni, ampak bi zvel do nekaj, ne. Vi ste verjetno zamudili, ker nisi lahko niti slutil, da je še nekaj tazga veliko. In jaz sem skoraj prepričan, da ti hribi, da so imeli povezavo, če je v Trebuši bila, pa to se ta komunikacija je pa le bila med temi ljudmi, da samo zelo, zelo težko je bilo priti do teh ljudi, zelo, zelo težko. In ni pomagalo popolnoma nič, če nisi bil človeka. Popolnoma nič. Ti si lahko njemu govoril, kaj ti je rekel, ja, tu moj tata je lahko vedel, ma jaz ne vem, ne. Ko si jo zmazal ven in je bilo počano, ne. Vi ste prišli prepozno. Vprašanje. Jaz se še spomnim iz otroških let določenih vraž, ki so jih v posameznih hišah izvajali. Določene obrede. Verjetno, da to je moglo ostati od tega. Seveda je samo, a vi ste to, veste da to? Vem, za nekatere stvari se spomnim. Recimo, bil sem pri eni hiši, ko so kupili piščance, ženska je hodila okrog ognjišča in izrekala, drž se hiše, ko pepil ognjišča, drž se hiše, ali pa takih več se spomnim. To je bilo sigurno staro izročilo, ne. Samo če je bilo to izročilo, bi drug povedal lahko še nekaj tazga, ker jaz sem poznal ljudi, ki so povedali ene stvari, ki drug je pa pozabil, je pa se spomnil nekaj drugega. Tako da, če si ti prišel v krog teh ljudi, ki so poznali, so se potem sami spodbujali. Je rekel, pa se ne spomniš unga strica, ki nam je pravil, meni pa tebi, ja, zdaj se pa spomnim. In potem, ampak si mogel dobiti ta prave ljudi, brez teh ljudi nisi mogel priti zraven. Nažalost smo zamudili, jaz moram tudi to povedati, prav po pravici, da jaz sploh nisem vedel, a bo to sploh komu koristilo. Moram povedati po pravici. Jaz sem bil dostikrat v domi, ampak mene je gnalo to, da sem jaz vedel tisto, kar je mene zanimalo. Čeprav nisem bil vedno prepričan, a je to bo sploh koga pa to zanimalo? Koga? Če ni Smoleta, ki je bil umetniški zgodovinar, če ni Sedeja, ki je bil umetniški zgodovinar, ki so bili na takih položajih, ki so se ukvarjali s staro arhitekturo,